Gospod Smrkolj, kako je delati v novih prostorih, v novi tovarni? Ja, čudovito, dejansko še skupaj, še iz druge lokacije vozimo dol, tako da čisto 100% še nismo, ampak ja, vzdušje, vse je na enem mestu, poti se krajšajo, tako da mi smo res zelo veseli, mislim, lahko delamo to, kar je bila naša želja mnogo let nazaj. Kaj pomeni za firmo, kaj pomenijo ti novi prostori? Novi prostori v bistvu pomenijo, da gremo lahko naprej, da imamo prostor, da ena skrb, vedno je bila skrb prostor, vedno je bilo vse zelo utesnjeno, zdaj imamo prostor, lahko delamo, se razvijamo, smo bistveno bolj hitri, če vemo, če so dve lokacije, je vedno težava, pa na eni lokaciji, na drugi lokaciji. Tako da tudi sam razvoj vsega, pa hitrost je bistveno boljša. Dejansko tudi konkurenčnost smo s tem pridobili. Koliko vaših izdelkov izvozite, koliko prodate doma? Dejansko gre direktnega izvoza, imamo nekje 70%, nekaj je za slovenski trg, naprimer delamo tudi razne sestavne dele za Adriomobil, ki pa posledično lahko rečem, da grejo tudi v tujino in dejansko smo nekako posredni in direktni izvoznik 100%. Kaj so vaši glavni proizvodi? Naši glavni proizvodi so komponente, podsklopi ali pa tudi končni produkti naprej za medicino, za elektroindustrijo, za karavaning, za športno industrijo tudi. To so prav polprodukti ali pa že produkti, ki gredo samo na vgradnjo. Koliko je v vaših izdelkov vašega znanja, če tako rečem? Veliko je našega znanja, predvsem znanje, kako se mi lotimo izdelk delati, da dosegamo res vrhunsko kvaliteto, da so kupci z nam zadovoljni, vemo, da se vračajo kupci in dejansko imamo za letošnjo leto proizvodnjo zasedeno že 100%. Kakšna je bila naložba v nove prostore? In koliko vam je dala država za to? Moram povedati, da danes je glih eno leto, ko so nas država nam ni dala popolnoma nič, to se pravi, razpis je razpadel, potem smo šli, prijavili smo se, to se pravi, kompletna investicija v objekt trenutno, oziroma je že končna številka je nekaj pod 6 milijonov. Se pravi, in to ste sfinancirali sami? To je vse skupaj sfinanciral in država nima tukaj centa. Vemo, da je Skiti družinska firma. Kako nadaljujete tradicijo? Kako ste hvaležni vašim prednikom, da tako rečem, ki so postavili? Ja, absolutno sem hvaležen za vse znanje. Predvsem sem jim hvaležen za to, ker sem jaz začel v podjetju z metlo. Začel sem z metlo in ta prvih 15 let moje delovne dobe je bilo 100% v proizvodnji. Po leta 2, to se pravi, zdaj bo 10 let, kar vodim podjetje, v letošnjem letu, to se pravi, da imam funkcijo direktorja, ampak zdaj, ko vse to nekako se postavi v okvir, jaz si pa želim tudi kak dan v proizvodnjo. Prav želim si, ker vem, da lahko še kje pripomorem tudi v proizvodnjo, se pravi, z kakimi izboljšavami, z tem. Pa je čas za to? Si ga bom vzel, oziroma da bi vsaj pol dneva bil v proizvodnji. Res je teh stvari, ko mi vzame ogromno časa, no, ampak rad pa bi, da vsaj 4 ure je pa moj cilj, da grem v proizvodnjo, da sem dol, ker dol je srce našega podjetja. Ste metlo že dali v roke naslednikom? Ja, tudi že metlo že delamo naprej, tako da se učijo, lahko rečem, da pri 3 sinovih en je zdaj že zelo zagret. Vsak ima svojo odločitev in vsak ima svojo željo, ampak z Anžejo zdaj že zelo vpet, sicer še študira, ampak je vpet že v podjetje. Vam je všeč to? Ja, to mi je ta vizija, da ne glede
da mladi, predvsem da mladi začnejo razmišljati pa proizvajati, se pravi, da jih to zanima. Moram priznati, da v zadnje 2 leti sem prav presenečen, ko študenti hodijo, ko mladi hodijo, ko jih zanima, in to je tista energija, ko jo rabimo, da gremo naprej. Ne? Da imamo generacijo, ki zna naučiti mlade, in da imajo mladi željo, da si želijo tega. Tudi punce? Ja, tudi punce imamo, kar vzdržajo na podjetju, se pravi, vsega skupaj nekje 6 punc oziroma ženskega spola, tako da nismo samo moški, smo že se počasi širimo, da bomo nekaj. Razlike so, ko prej, ko smo bili samo moški. Delate po vsem svetu, če lahko tako rečemo. Ste kdaj razmišljali, da bi, ne vem, tovarno postavili kje drugje? Ja, možnost imamo, ja. Mislim, možnost pred telom, naprimer, če bi šel v Srbijo, bi dobil dejansko veliko več, ko mi je ta država obljubila tudi, ker smo dobili, pa nismo dobili, ampak ne, tukaj bomo ostali, to mi je cilj. Ne bomo se tukaj širili, da bi mogli, so možnosti, ampak zaenkrat še ne. Tudi ne vem, če v bodoče. Se v Zasavju dobro počutite? Bi živeli kje drugje? Ne. Zasavje mi je čudovito, mislim, da moramo to regijo spraviti, se pravi, od začetka do konca, da začnemo skupaj držati, da se začnemo povezovati, da ne vlečemo vse, da se zavedamo, da smo Zasavci in da bomo počasi začeli biti Zasavci res ponosni.